Pozimi rad pobegnem na toplo, na sonce, lani na Tenerife, predlani v Kolumbijo, še prej v Kostariko, na Kubo, letos bližje na največji sredozemski otok, nekaj večji od Slovenije, na sončno Sicilijo. Sicilija, 350 sončnih dni na leto, ta teden pač ne. Dobrodošli v Palermu, ki ima skoraj 1 milijon prebivalcev. Čeprav ta teden ne bo veliko sončnih žarkov, mi to ne bo vzelo veselja za raziskovanje tega otoka, kjer še nisem bil. Že samo največje mesto na otoku mi je pokazalo svojo raznolikost. Na eni strani mogočne srednjeveške stavbe, Palazzo di Normanni, pa katedrala, ki sploh od zunaj zgleda res nekaj posebnega, in pa ne nazadnje tule Teatro Massimo, največja operna hiša v Italiji. No, le nekaj korakov stran pa so ulice s smetmi, napol porušenimi stavbami. Kar pa je v takšnih mestih vedno zanimivo, pa so tržnice. Gremo pogledat. Čakajoč sonce na zahodni obali Sicilije, v
V Trapaniju so valovi butali ob obalo. Mesto vsaj v ponedeljek popoldne ni bilo posebej živahno, skoraj mrtvo. Nekaj 10 kilometrov južneje, mimo Solin v Marsali, pa mi je bilo precej bolj všeč živahno mesto ob obali na najbolj zahodni točki Sicilije. Še več čara kot ta mesteca pa imajo gorske vasice. Ena najbolj priljubljenih je Eriče. 751 metrov nad morjem oziroma nad Trapanijem. Zelo obljudena, no ne januarja, prava čas, da se lahko po teh kamnitih ulicah sprehajaš praktično sam. Še nekaj, kar je posebno in pa seveda okusno tu na Siciliji, pa je hrana, kanoli, arancini, slaščice, slano, sladko. Tule sem izbral en arancin, tipičen, z ragujem, pa dajmo poskusiti. Dober je. Na poti iz Trapanija proti Agrigentu čez osrčje Sicilije, ki je bila stoletja na križišču kultur in arhitekture, od starogrške, rimske, tu so bili Turki, pa Arabci, Normani, Španci. Najlepši, najbolje ohranjen tempelj v dorskem slogu je tule v Segesti na sosednjem griču, tudi na tistega se bom povzpel, pa veliko gledališče s pogledom na to zeleno pokrajino Sicilije. Prav neverjetno, kako zelena je zahodna Sicilija, tega si nisem predstavljal, še bolj wow pa je tohle, pa ne mislim na sonce, ki ga vidim prvič po 4 dneh, temveč na zalito mesto, stara Gibellina, ki jo je leta 1968 porušil potres. Arhitekt Alberto Buri pa si je zamislil tale monumentalni spomenik, ki je nastajal 30 let. Porušene stavbe so zalili z betonom, ohranili pa ulice ter trge. Prebivalce so pa potresu izselili v dolino, v Gibellino Nuovo, ki je moderno mesto, ki bo leta 2026 tudi prva italijanska prestolnica sodobne umetnosti. Leta 2018 pa so tu speljali tudi etapo na kolesarski dirki po Italiji.
jutranji nevihti, čudovit sončen dan na južni sicilijski obali, peščene plaže pa beli klifi, zdaj pa že v Agrigentu, tule v dolini templjev, starogrški templji iz 5. stoletja pred našim štetjem, 2-kilometrska aleja. Ste vedeli, da je Sicilije tudi Arhimed? Z južne sicilijske obale skok na severno, ampak po ovinku mimo ikoničnega zloglasnega mesta Corleone, odkoder so največji mafijski šefi v 80. in 90. letih. Je bila to značilnost Sicilije, danes pa so predvsem peščene plaže, morje, več kot 1000 kilometrov obale ima Sicilija. Tole je Cefalù, kjer se poleti kar tare turistov en ob drugem, po zimi sredi januarja pa lahko tu na soncu kljub deževnemu tednu uživamo praktično sami.